Grožnje, s katerimi se sooča Izrael, ne prihajajo več samo iz Gaze ali Libanona. Množijo se na načine, ki bi morali skrbeti vse. Ta teden so se iransko podprte grožnje z droni približale izraelskim središčem prebivalstva, pojavila pa so se tudi nova vprašanja, ali svet ignorira prav tisto hujskanje, ki spodbuja naslednji val terorja. Razčlenimo zgodbe, o katerih bi morali vsi govoriti. Dobrodošli nazaj v Judea Occasion, tukaj na JNS TV. Ta teden so bili Judi v Izraelu opisani kot kobilice, kuga in garje. In kdo je bil odgovoren za te antisemitske komentarje? Uradniki palestinske oblasti. Poglejmo si ta posnetek organizacije Palestinian Media Watch. Cionisti so prišli v Palestino. Prišli so kot kobilice. Prišli so kot kuga. Prišli so kot garje. Napolnili so gore in razpoke. Ubijali so otroke in stare ljudi. Šaj dumaj. Zdaj PMV pravi, da je to razčlovečenje cele skupine nevarno in grozeče, ter namenjeno vzbujanju ne le gnusa in sovražnosti, ampak tudi pripravljenosti za uporabo nasilja proti njej. Dodali so, da je lahko takšno razčlovečujoče govorjenje smrtonosno, kot Judje zelo dobro vedo iz nacistične Nemčije in Evrope 20. stoletja. Tam so bili Judje predstavljeni kot bacil in nalezljiv virus, ki grozi, da bo okužil celotno prebivalstvo. Postali so judovski problem, ki so ga bili preveč Nemcev pripravljeni pomagati izbrisati. Ljudje, želim nekaj razumeti. Če bi bile takšne izjave izrečene v Združenih državah ali katerikoli drugi državi, bi jih vsak razumen človek obsodil in rekel, da gre za očiten antisemitizem, sovraštvo do Judov. Če bi vladni uradnik rekel kaj takega, bi ljudje zahtevali njegovo ali njeno razrešitev. Zato je moje vprašanje ta teden. Zakaj palestinska oblast tukaj dobi odpustek? Samo zato, ker živijo tukaj na Bližnjem vzhodu? Je to zato, ker je Izrael z njimi podpisal mirovni sporazum? Pravzaprav bi moral reči lažen mirovni sporazum. Kje so vsi liberalni protestniki na Univerzi Kolumbija ali na katerikoli drugi univerzi? Kje so vladni uradniki v ZDA, Evropski uniji in morda najpomembneje, še posebej tukaj v Izraelu? Zakaj palestinska uprava vedno znova dobi odpustek za svoje protijudovsko hujskanje in sovraštvo? Dovolj je dovolj. To širijo na svojih uradnih medijih vsak dan. Zakaj je to presenetljivo? Če Arabec pod palestinsko upravo izvede teroristični napad, ne bi smelo biti presenečenje. Učijo jih, da so Judi kuga kot kobilice. Ali razumemo to? Tistim, ki izvajajo napade, ne dajem popusta, niti slučajno. Samo opozarjam, da se vse začne s tem pranjem možganov doma, pa naj bo to na televiziji, v časopisih in, kar je najhuje, v izobraževalnem sistemu. Naslednja generacija otrok pod palestinsko upravo odrašča v sovraštvu do Izraela in Judov. Kako dolgo bomo še si zatiskali oči pred tem? Mislil sem, da bodo po 7. oktobru 2024 in tistem pokolu propagandni kanali palestinske oblasti zaprti. A temu ni bilo tako. Pravzaprav sem mislil že leta 2000, ko je hujskanje privedlo do celotne vojne proti Izraelu, oslovske vojne, ki jo nekateri imenujejo druga intifada, da bodo tovarne sovraštva zaprli, a to se ni zgodilo. Zato zdaj vprašam vse tam zunaj. Kaj se mora zgoditi, preden Izrael zapre to nacistično propagandno mašinerijo? Če je svet tiho, kaj bomo naredili tukaj v Izraelu? Imamo svojo državo, imamo svojo vlado. Kako in kdaj bodo to ustavili? Morda bo prava oseba tam zunaj videla ta prispevek in pomagala ustvariti spremembo. Resnično upam, da se to zgodi kmalu. Zdaj si poglejmo še eno poročilo tega tedna organizacije Palestinian Media Watch. PMD pravi, da Ministrstvo za zdravje, PA, poroča, da so življenja tisočev bolnikov ogrožena v zdravstvenem sistemu,
ki je na robu kolapsa zaradi finančne krize PA. In zakaj sploh obstaja finančna kriza? Kot pravi PMV, palestinska uprava vztrajno še naprej daje prednost finančnemu nagrajevanju teroristov in morilcev prek svojega programa Plačilo za ubijanje. Medtem ko so drugi deli družbe, vključno s Palestinci s kroničnimi boleznimi, rakom in tistimi na intenzivni negi, v stiski. Poglejmo si ta posnetek. Trenutna finančna kriza prizadene različne dele zdravstvenega sektorja na Zahodnem bregu, vključno z javnimi, nevladnimi, splošnimi in zasebnimi bolnišnicami, poleg tega pa tudi dobavitelje zdravil in medicinskih potrošnih materialov. Zaradi kopičenja dolgov in nerednega odplačevanja. Stotine vrst zdravil in nujno potrebnih medicinskih potrošnih materialov je doseglo kritično raven pomankanja, vključno z zdravili za reševanje življenj, zdravili za raka in zdravili za dializo, kar neposredno ogroža nadaljevanje zagotavljanja zdravstvenih storitev. Ministrstvo za zdravje je poudarilo, da nadaljevanje blokade sredstev palestinskega ljudstva neposredno vpliva na življenja bolnikov, ogroža pravico do zdravljenja in varnosti. Pozvali so k nujnemu mednarodnemu posredovanju in odgovornosti za reševanje zdravstvenega sistema pred zlomom. PMV pravi, da se je palestinska uprava sama spravila v to krizo, ker vztrajno noče prenehati izplačevati milijonov dolarjev teroristom in njihovim družinam. In zato Izrael zadrži davke v znesku, ki je enak temu, kar palestinska uprava porabi za nagrajevanje teroristov. Palestinsko ministrstvo za zdravje je priznalo, da ta praksa Izraela, popolna zaplemba palestinskega davčnega denarja, neposredno vpliva na življenja bolnikov. Seveda bo palestinska uprava za krizo okrivila Izrael, vendar bo izpustila del, kjer ves ta denar preusmerja za plačevanje teroristov in njihovih družin za ubijanje Judov. Pravzaprav je zelo preprosto. Nehajte plačevati teroriste in se začnite osredotočati na zdravje svojega naroda, potem bo krize konec. Toda to ni glavna prednostna naloga. Vodstvo palestinske uprave je večkrat jasno povedalo, da je glavna prednostna naloga plačevanje tistim, ki jih imajo za mučenike, posameznikom, ki so ubijali Izraelce. Čas je, da svetovna skupnost posreduje in vztraja, da palestinska uprava preneha spodbujati terorizem in začne skrbeti za svoje ljudi. To se verjetno ne bo zgodilo. Saj so številni že več kot 30 let ignorirali koruptivne politike palestinske uprave. Gremo naprej. Po poročanju iNet News je izraelska vojska zaznala iranska prizadevanja za širitev uporabe napadalnih dronov iz Libanona v Judejo in Samarijo. Ynet poroča, da so visoki varnostni uradniki iz skupnosti v bližini območja za Ynet povedali, da je vojska v zadnjem času locirala in zasegla več 10 dronov. Hkrati lokalni varnostni uradniki pravijo, da se pripravljajo na možnost napadov z droni. Eden od vodij varnosti je povedal, da so potrebna sredstva za detekcijske sisteme, da bi bil celoten njegov sektor nadzorovan, ter za sisteme, ki so sposobni sestreliti drone. Povedal je, da jih je treba namestiti vzdolž ločnice med Izraelom v njegovih pred 1967 mejah in območji pod nadzorom palestinske oblasti, ker smo, citiram, prva obrambna linija države. Torej, če povzamem, skupnosti v središču Izraela so zdaj zaskrbljene, da bi Iran lahko poskušal v njihove kraje unesti napadalne drone. Z drugimi besedami, imate mesta, kot sta Kfar Saba in Rosh Ha'ain, tik zunaj Tel Aviva. So le nekaj milj oddaljeni od vasi pod palestinsko upravo. Strah je, da bi te vasi lahko izstrelile te drone, podobne tistim, ki so jih uporabljali v Libanonu, proti glavnim središčem prebivalstva v Izraelu. Žal, prebivalci severnega Izraela zelo dobro vedo, kako nevarni so ti droni. Poleg tega se spomnimo, koliko vojakov IDF je bilo ubitih ali ranjenih, tak da se s to grožnjo zaradi takšnih dronov soočajo še danes. Čeprav je bilo na severu hudo, kaj če bi nekega dne postala tarča napadov z droni večja mesta in naše mednarodno letališče? Videli smo, kako težko je odbiti te drone na severu, na meji in v južnem Libanonu. In da bo jasno, sploh ne bi smelo priti do točke, ko bi se to zgodilo v središču države. Z drugimi besedami, po mojem mnenju, je sever prav tako pomemben kot središče.
A zagotovo, glede na prebivalstvo, večina države živi v obalni ravnini, med Gadarom in Hadero, vzdolž tamkajšnje obale. Vem, da Izrael dela na rešitvi, vendar to ni grožnja, ki bi jo lahko preprosto pometli pod preprogo. Pomembno je, da je bila ta težava izpostavljena v tem članku. Upajmo, da bo Izrael našel rešitev, preden bo prepozno. In kot naročeno, tukaj je resničnost, še preden sploh upoštevamo drone. Izraelske varnostne sile so preteklo sobotno noč aretirale 3 arabske teroriste v mestu Šem v Samariji, med njimi 2 povezana s teroristično organizacijo Hamas, so sporočili iz izraelske policije. Pod vodstvom izraelske varnostno-obveščevalne agencije, znane kot Shin Bet. Enote mejne policije v civilu so delovale v Aksarju in Ras al-Ainu, ker so sile istočasno drle na 2 lokaciji, zavarovale območji in brez incidentov pridržale osumljence. V ločeni operaciji v mestu so aretirali še enega osumljenca zaradi posedovanja orožja in materialov za izdelavo eksplozivnih naprav. Varnostne sile so na kraju zasegle veliko količino streliva in opreme za izdelavo bomb. Ljudje, to je samo ena noč v enem delu države. IDF, policija in varnostne službe so s tem zaposlene 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Pojdimo naprej k nekaj pozitivnim novicam tega tedna. Regionalni svet Samarije in gibanje Amana sta začela priprave za ustanovitev skupnosti Noa, ki čaka na odobritev vlade. Ustanovna skupina družin je skupaj z regionalnim svetom Samarije in vodjo Josijem Daganom prvič obiskala kraj, kjer bo stala skupnost Noa. Skupnost bo zgrajena v bližini Ganima in Kadima, ki sta bila izpraznjena med izgonom iz severne Samarije leta 2005. Te skupnosti naj bi bile ponovno vzpostavljene to poletje. Potencialni prebivalci Noe so si ogledali območje, imeli svoj prvi sestanek kot ustanovna skupina družin in začeli s praktičnimi pripravami za ustanovitev nove skupnosti. Josie Dagan je skupini povedal: "Zapomnite si ta dan, skupaj pišemo zgodovino. Noa bo pomembna, velika skupnost z močno populacijo. Postala bo osrednja skupnost v obnovljenem območju severne Samarije. Vzpostavljanje judovskih skupnosti, prijatelji, v naši predniški biblijski domovini je vedno pozitiven razvoj. Svetovna skupnost, še posebej EU, ponori, ko Judje gradijo v Judeji, a nekako mislijo, da je v redu, če gradijo samo Arabci. Zato je EU skoraj 2 desetletji podpirala nezakonito arabsko gradnjo na območju C. Izrael ima vso pravico, da vzpostavlja nove skupnosti. Vem, da je ta vlada v zadnjih 4 letih odobrila 103 nove skupnosti v Judeji in Samariji. Ni nam treba se opravičevati. Namesto tega bi morali biti ponosni, da v vseh delih države Izrael nastajajo novi domovi, novi judovski domovi. Gremo naprej. Gibanje Regavim pravi, da nezakonite kamnoseške tovarne, ki delujejo na območju Hebrona, onesnažujejo vodne vire, onesnažujejo potoke, škodujejo kmetijstvu, ogrožajo divje živali in ogrožajo zdravje ter kakovost življenja prebivalcev po celotnem južnem Izraelu. Regavim in Green Now. Environmental Watchdog sta vložila peticijo na Vrhovno sodišče, sodišče pa zdaj od države zahteva odgovore glede njenega neuspeha pri uveljavljanju zakona proti tem nezakonitim tovarnam. Regavim pravi, da je okoljska škoda tako obsežna, da naj bi sanacija stala več 100 milijonov šekelov. Tovarne, ki delujejo brez dovoljenj ali okoljskih zaščitnih ukrepov, izpuščajo industrijske odpadne vode in kamninsko brozgo v reko Hebron. Na tej točki nato priteče v reko Ber Ševa in v porečje Besor. Strupene snovi pronikajo v podtalnico, motijo ekosisteme, škodujejo rastlinstvu in živalstvu ter ogrožajo bližnje skupnosti. Pobudniki so poudarili, da so legalne kamnoseške tovarne v Izraelu podvržene strogim okoljskim predpisom, medtem ko tovarne v Hebronu delujejo brez nadzora ali osnovnih preventivnih ukrepov, povzročajo hudo okoljsko škodo in si pridobivajo nepošteno gospodarsko prednost.
Okoljski uradniki so skozi leta opozarjali na nevarnost, vendar so oblasti trdile, da ne morejo uveljavljati zakonodaje na območjih pod nadzorom palestinske oblasti. Vendar pa zapisi terenskih koordinatorjev kažejo, da so se tovarne razširile na območje C, ki je kot rečeno pod popolnim izraelskim nadzorom. Torej, kaj imamo tukaj? Še več primerov okoljskega terorizma, ker točno to je to. O tem smo v tej oddaji govorili že mesece. Palestinska oblast deluje kot država tretjega sveta. Odlagajo odpadke, kjerkoli želijo. In Izrael jih žal ne kliče na odgovornost. Zdaj naj bi bili pravna država in regavim zahteva, da se zakoni spoštujejo. Še posebej, ker to vpliva na območja pod popolnim izraelskim nadzorom v območju C in, kot sem omenil, tudi na jugu Izraela. To brezpravje se mora končati. To vpliva na zdravje otrok in odraslih na jugu Izraela in v območju C, in s tem se je treba takoj spopasti. In končno, ta teden je generalni sekretar ZN Antonio Guterres opozoril, da bi lahko hudo pomanjkanje sredstev povzročilo propad agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem, znane kot UNRWA. Guterres je dejal, da se UNRWA sooča s hudimi finančnimi težavami in operativnimi omejitvami, ki ogrožajo njeno sposobnost zagotavljanja tako imenovanih nujnih storitev na okupiranih palestinskih ozemljih. Njihove besede, ne moje. In v širši regiji. Na zasedanju ad hoc odbora Generalne skupščine ZN za prostovoljne prispevke za UNRWA pretekli teden je Guterres dejal, da se agencija sooča s primanjkljajem v višini $100 milijonov, kljub obsežnim ukrepom za zniževanje stroškov. Ko slišim to novico o primanjkljaju za UNRWA, rečem, dobro. Vemo, da UNRWA v zadnjih 78 letih ni preselila niti enega tako imenovanega beguneca ali katerega koli otroka ali vnuka beguncev. Namesto tega UNRWA te ljudi drži v bedi kot figure na prvi fronti proti državi Izrael. Z drugimi besedami, UNRWA je slaba za Jude in slaba za Arabce. In seveda, vemo vse o zaposlenih v UNRWA in njihovih povezavah s Hamasom, skupaj z njihovo udeležbo v pokolu 7. oktobra. In potem je tu še izobraževalni sistem UNRWA, ki vsakodnevno širi sovraštvo do Izraela in hujskaštvo. Izrael je prepovedal delovanje UNRWA v Jeruzalemu, saj niso resnično skupina za človekove pravice, temveč protiizraelska in antisemitska organizacija. Samo pretvarjajo se, da so organizacija za človekove pravice. In kot sem že večkrat rekel, #UNRWA je Hamas. Generalni sekretar, s katerim Izrael, kolikor vem, sploh noče sodelovati zaradi njegovega protiizraelskega pristranskega stališča, počne vse, kar je v njegovi moči, da podpira UNRWA. Guterres nima moralnega kompasa in zdaj poskuša rešiti to skorumpirano organizacijo. ZDA so že prekinile njihovo financiranje pod predsednikom Trumpom. UNRWA ne bi smeli podpirati. Prav nasprotno, UNRWA bi morali dokončno razpustiti. In to je vse za Judea Okazion ta teden, tukaj na JNS TV. Hvala naši producentki Barbari Hanamov, inženirju Aronu Vogolenterju, Zahu Sikermanu, Rajanu Lišicu, vodi postaje Juriju Svereckemu in videomontažerki Olgi Senatov. Moje ime je Josh Shavson, dopisnik za JNS News. Obvezno si oglejte vse izjemne vsebine, ki jih ponuja JNS TV. Podarite nam super zahvalo in obiščite jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo prihodnji teden tukaj, v oddaji Judea Occasion na JNS TV.